Sveti oče, 20. maja je bil svetovni praznik dato questa iniziativa. kot dan čebel. Se possono aggiungere, alcuni anni fa li hanno portato a Piari. Slovenskega čebelnjaka. To so Questa pa è maquetta di un izdelki. apiario Capito? e quello sono prodotti di bello. miele. Slovenski med je zelo kakovosten. Il miele sloveno è molto sano e le augura a lei una Ragazzi, Prego. sanità. Una buona pratica questa, sì, sì. Le ragazzi a base. Questo è un cucino della... Io ho scelto questo perché l'unico Prav tole, ker edini trenutek, ko neka oseba lahko gleda drugo osebo od zgoraj navzdol, je samo takrat, ko ji pomaga. Molto grazie. Moramo pomagati. Questo signore è il messaggio della pace. Scrissi Apostolska spodbuda, ki jih je papež napisal sul clima, sul sociale, su questo. različnih tem. Molto grazie. Grazie. Molto grazie. Pontificato. 10 anni. Grazie di cuore per quello di oggi. Torej Grazie. spet vas spodbuja. Buongiorno. Buongiorno. It is a pleasure. Taking time for me. Yeah. It's my honor. Well, and you are satisfied with your conversation. Kar se tiče zdravstvenega foruma, lahko povem, da smo vabili vso strokovno javnost, namreč gre za strokovni zdravstveni forum, ki naj bi pomagal k nekemu strateškemu premisleku pri zdravstveni reformi. Vabljeni so tudi predstavniki glasu ljudstva, torej vsi, ki lahko o zdravstveni reformi kaj povedo. Predsednica, včeraj ste se pogovarjali s svetim očetom in s kardinalom Parolinom. Kakšne teme ste danes odprli? S svetim očetom sva imela res prijeten in dolg pogovor. Pogovarjala sva se o vojni v Ukrajini, o razmerah na Zahodnem Balkanu. Svetega očeta zanima politična situacija v Evropi in seveda povsod po svetu. Ve, kako zelo vplivajo vojne na svetovni red. Pogovarjala sva se tudi o tem, kako zgodovina pomaga učiti nas politike, in res bi si želela povedati en stavek, ki mi ga je sveti oče položil na srce in dušo. Rekel je namreč, zgodovino je potrebno spoštovati in potem gledati naprej. Ko zgodovino sprejmeš, se ne smeš več ozirati nazaj. Domnevam, da ste se torej pogovarjali tudi o strpnem dialogu, če berem med vrsticami to, kar ste ravnokar povedali. Obema nama je skupno, da si želiva kulturen dialog in kulturo dialoga. Kar nekaj časa sva posvetila tej temi in sveti oče mi je pri tem seveda lahko velik vzor. Zanima me še nekaj drugega, namreč ali ste se pogovarjali tudi o konkretni obliki, ki naj bi jo imela njegova misija, mirovniška misija v Ukrajino in v Moskvo. Veliko špekulacij bilo v zadnjih dneh, Vatikan je uradno potrdil, da gre za misijo kardinala Zuppija, ali mogoče poznate kakšne detajle na to temo? Sveti oče mi je povedal, da veliko dela na tem, da si želi in da hvaležno sprejema to vlogo morebitnega mediatorja med predsednikom Zelenskim in predsednikom Putinom. Iz njegovih besed sem razumela, da bo delal na tem in da se bo maksimalno potrudil, da bo do tega dialoga prišlo. Še nekaj me zanima, odprta vprašanja med Cerkvijo in Slovenijo, sta tudi glede tega kaj govorila? Povedala sem predsedniku vlade Vatikana, da so vrata pri meni vedno odprta. Povedala sem mu, da sem sprejela praktično že vse predstavnike slovenske cerkve, da se bom udeležila ekumenskega srečanja v Kopru, ki bo sredi junija, da bom tam preživela cel dan tudi zvečer z mladimi. In povedala sem mu, da je tudi predsednik vlade, kar je seveda že vedel, imenoval posebnega svojega državnega sekretarja, ki bo zadolžen za dialog med slovensko cerkvijo in slovensko vlado, in prav je tako.